Torej, v 7. pamflet prinaša besedilo Mihaela Šafirja, romunskega politologa in zgodovinarja in dizidenta v pravem smislu te besede. Dizident je bil v času socializma / komunizma v Romuniji in iz te države moral zbežati in se je potem preživljal tudi kot urednik, med drugim tudi v Radiu Svobodna Evropa med Prago in Mihno in tako naprej. In dizident je ostal potem tudi v času demokracije in temu zvez ostal tudi do svoje smrti. Žal je umrl 14 dni potem, ko je to delo, ta razprava bila objavljena v slovenščini, ampak več o tem, ko bom govoril o njem. Torej, gre za delo, ki želi raziskati korenine iliberalizma, njegovo ponovno prebujanje v postsocialistični Evropi in prepletenost z antisemitizmom. Avtor predstavi več poskusov analize tega pojava in njegovih vzrokov ter na to izpostavi bolj ali manj goreče iliberalce od Viktorja Orbana, Jaroslava Kačinskega in Janeza Janše v evropskem kontekstu in Viktorja Orbana in Benjamina Netanjahuja in Donalda Trumpa iz drugih delov sveta. Torej, kot že rečeno, gre za izjemno načelnega strokovnjaka za srednjeevropski prostor, ki se je rodil v Bukarešti, potem ga je pa pot zaradi njegovega delovanja izobraževalno popeljala v Izrael, kjer je magistriral in doktoriral in na to v druge dele Evrope. Vmes je bil nekajkrat gostujoči predavatelj v Evropi in Združenih državah in kot rečeno, potem po letu 88-89 se je vrnil v Romunijo, kjer je bil na koncu emeritus profesor na eni izmed romunskih univerz. In še o pamfletu nasploh, ko smo razmišljali o tem, da povabimo nekoga iz svoje srede, se pravi iz srednje, jugovzhodne Evrope, da gostuje v pamfletu, smo želeli razširiti ta pogled na zunaj tega klasičnega okvirja zahodnoevropskih ali zahodnjaških avtorjev, ampak kakorkoli neka premica oziroma neka podobnost med prvim avtorjem, ki je v pamfletu predstavljen, Georgeom Orwellom, vse splošno znanim, in Mihaelom Šafirjem ostaja. Skratka, večna tema, kaj se dogaja z demokracijo. In kot ste nekateri že opazili, v tej hiši smo začeli razumevati to, kar Boris Anovak piše v eni od svojih pesmi. Demokracija je glagol, kar pomeni, vse po mojem, da je to nekaj, za kar se je treba prizadevati vedno in povsod, ne glede na aktualne politične razmere. Torej tudi ta trenutek. Zato zbirko v celoti toplo priporočam. Če ne prej, ko bomo dosegli številko 10, se bomo potrudili, da jo znova kot serijo posebej izpostavimo, naj se bo ob tej priložnosti ali katerikoli drugi.